Ja, hvala. Jaz vam bom predstavil ta osnutek predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta predlog bo lahko vložen v zakonodajni postopek, kolikor bo njegov pobudnik, to je društvo Srebrna nit, do 22. junija zbral najmanj 5000 podpisov podpore. V tem primeru bo Državni zbor moral zakon sprejeti v obravnavo. Torej, začel bi samo pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kot jo ureja ta predlog zakona, in sicer bi bila priznana osebam, ki so dopolnile 18 let in so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje ter so državljani Slovenije ali pa imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Vsi stroški v zvezi z izvajanjem teh postopkov bi bili kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in vse storitve bi se izvajale v okviru javne zdravstvene mreže. Sama pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja obsega dva sklopa zdravstvenih storitev. Prvi je povezan s ugotavljanjem pacientove upravičenosti do teh postopkov, drugi pa se nanaša na samo pomoč pacientu pri samousmrtitvi ali evtanaziji. Pomoč pri samousmrtitvi je definirana kot medicinski postopek, torej s katerim se pacientu na njegovo zahtevo omogoči samostojni vnos smrtonosne učinkovine v njegovo telo s namenom povzročitve smrti. Evtanazija pa je medicinski postopek, ki pomeni usmrtitev pacienta na njegovo zahtevo z vnosom smrtonosne učinkovine v njegovo telo. Zakon pravi, da se evtanazija izvede, če pacient ni zmožen sam opraviti samousmrtitve ali če ima verske, moralne ali druge utemeljene razloge, ki mu to preprečujejo. Skratka, predlog ne predvideva evtanazije kot skrajne alternative, ampak se izvede na zahtevo pacienta, ki je sicer do pomoči pri končanju življenja upravičen. Torej, sama pravica nastane, če sta izpolnjena dva kriterija. Prvi je subjektivni, da pacient doživlja zanj neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja. Na to mora biti podan še eden izmed objektivnih kriterijev, torej obstoj bodisi terminalne bolezni ali pa hude trajne bolezni s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi ali druge okvare zdravja, katere zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. V to definicijo sodijo tudi duševne bolezni, izključene so zgolj akutne duševne motnje. Sam postopek uveljavljanja pravice se prične s napovedjo zahtevka, ki ga pacient poda lečečemu zdravniku. Ta je definiran kot njegov izbrani osebni zdravnik ali pa kateri drugi zdravnik, ki ga obravnava na sekundarni ali terciarni ravni dejavnosti. Lečeči zdravnik mora nato oceniti, ali pacient izpolnjuje katerega izmed pogojev, pridobiti mora vso njegovo zdravstveno dokumentacijo in pacienta jasno seznaniti s pričakovanim razvojem njegove bolezni in nepovratnostjo postopka. Lečeči zdravnik mora pacienta pri tem seznaniti s drugimi možnostmi za lajšanje trpljenja, kot so podporno zdravljenje v bolnišnici, o možnostih paliativne oskrbe, o možnosti zdravstvene obravnave, ki v Sloveniji ni na voljo ali pa ni pravica iz obveznega zavarovanja. Sicer so vse te obveznosti že sedaj pokrite s pojasnilno dolžnostjo, kot jo opredeljuje Zakon o pacientovih pravicah, in v tem smislu ta zakon ne prinaša nobene nove obveznosti. Dodatna obveznost glede tega je samo še seznanitev pacienta s možnimi neželenimi stranskimi učinki smrtonosnih učinkov in podpornih zdravil pri izvedbi samega postopka usmrtitve. Lečeči zdravnik mora po predlogu zakona pacienta spodbuditi, da se o tej svoji nameri pogovori s bližnjimi osebami, preveriti mora, ali je njegova volja res prosta, ali je sprejel po lastni volji to odločitev
in po potrebi se mora pogovoriti tudi z drugimi osebami, ki jih je izbral pacient. Pacienta mora tudi seznaniti, da lahko od uveljavljanja te pravice kadarkoli odstopi. Predlog zakona pa ne nalaga zdravniku, da mora poskušati pacienta odvrniti od uveljavljanja te pravice. Precej drugače je pa urejen primerljiv primer v obstoječem zakonu o pacientovih pravicah, in sicer, ko gre za odklanjanje zdravstvene obravnave, tu zakon zdravniku nalaga aktivno obveznost, da mora poskusiti pacienta prepričati v zdravljenje in da se mora po potrebi obrniti tudi na njegove ožje družinske člane. Torej, ta predlog zakona o pomoči pri končanju življenja pa teh aktivnosti zdravniku ne nalaga. Zakon določa le, da zdravnik oziroma zdravstveni delavec pacienta ne sme spodbujati k uveljavljanju pravice do končanja življenja. Zdravnik mora po prvem pogovoru s pacientom govoriti še enkrat v obdobju od 3 do 14 dni, torej nalaga se obveznost zdravniku in ne pacientu, da se ponovno obrne na zdravnika, torej neka aktivna vloga zdravnika in ne obratno, kar bi sicer morda pacienta odvajalo od končanja življenja. In če pacient od te svoje namere odstopi, je potem s tem postopek končan. Če ne odstopi, pa skupaj z lečečim zdravnikom izpolnita poseben obrazec, ki mu je potrebno predložiti mnenje lečečega zdravnika o stanju pacienta in pa pacientovo informirano odločitev za izvedbo postopka. Mnenje se predloži na posebnem obrazcu, na katerem se označi, ali pacient izpolnjuje pogoje, in ta obrazec naj bi predpisal minister. Pacient je do vložitve zahtevka upravičen tudi, če se lečeči zdravnik ne strinja, da izpolnjuje pogoje. To je pa vzorec tega obrazca, ki je priložen zakonu, in sem ga projiciral, ker je zanimiv v tem, da nima nobene rubrike, ki bi se lahko obkrožilo, da pacient sploh ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje te pravice. Torej, na obrazcu je kvečjemu že prednatisnjeno, da pacient doživlja neznosno trpljenje, nato se pa obkroži samo še razlog temu in napiše diagnoze. Informirana odločitev je obrazec, ki mora vsebovati vse obvezne sestavine iz te izpolnjene pojasnilne obveznosti zdravnika, torej o možnostih lajšanja bolečin, o paliativni oskrbi in podobno. Na tem obrazcu pa se lahko označi tudi, kako se bo ravnalo v primeru, da pacient ob sami izvedbi postopka ne bo več sposoben odločanja o sebi, oziroma če v tem primeru ne bo več mogel sodelovati, in tedaj se pacient lahko odloči, da se izvede evtanazija. V obrazcu lahko pacient izbere tudi način vnosa smrtonosne učinkovine v telo. Torej, pacient mora to svojo informirano odločitev podpisati skupaj z lečečim zdravnikom in notarjem. Če ne more pisati, morata biti prisotna 2 notarja. Za odločanje o sami pravici pa je pristojna Komisija Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Ta komisija bi imela 5 članov, imenoval bi jih predsednik republike za mandat 6 let, 2 člana bi bila zdravnika, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 doktor z področja družboslovja ali humanistike in 1 doktor prava. Glavne naloge komisije bi bile odločanje o upravičenosti pacienta do pomoči pri končanju življenja, opravljala bi vsa potrebna imenovanja v teh postopkih, izdajala recepte za smrtonosne učinkovine in opravljala še nekatera administrativna opravila, kot je vodenje evidenc in registrov. Torej, ta komisija bi po prejemu popolnega zahtevka določila neodvisnega zdravnika. Lečeči zdravnik ne bi smel imeti vpliva na njegov izbor. Ta neodvisni zdravnik bi moral biti nekdo, ki ne uveljavlja ugovora vesti na te postopke
in ki ne sme biti v kakšnem razmerju s pacientom ali neodvisnim zdravnikom, s lečečim zdravnikom. Torej, težava pri določanju teh neodvisnih zdravnikov je, da zakon nima nobenih varovalk, po katerih bi morala komisija narediti nek širši nabor teh strokovnjakov in hkrati po katerem bi komisija morala imeti nek sistem, kot velja na primer v sodnem redu za dodeljevanje zadev neodvisnim sodnikom. Tukaj je tveganje, da bi si komisija zbrala samo nekaj zdravnikov, s katerimi bi aktivno sodelovala, in to bi bili lahko zdravniki, ki so tudi naklonjeni evtanaziji, glede na to, da zdravniki, ki uveljavljajo ugovor vesti, sploh ne morejo biti izbrani. Torej, tega tveganja ta predlog zakona v ničemer ne naslavlja. Ta neodvisni zdravnik bi torej proučil dokumentacijo, pregledal pacienta in nato izpolnil ta obrazec, ki je spet problematičen v tem, da ni rubrike, ki bi obkrožil, da pacient ne izpolnjuje pogojev, podobno kot prvi obrazec. Komisija naj bi imenovala še neodvisnega specialista psihiatra, ki bi pregledal pacienta. Ta mora biti neodvisen tako od lečečega zdravnika kot od pacienta samega. Namen psihiatra je, da v mnenju navede, ali je pacient sposoben odločanja o sebi. Drugih pogojev za izpolnjevanje pravice pa ne presoja. Torej, tukaj pa mnenje psihiatra, ki je pa ustrezno sestavljeno, in sicer pod tem kvadratkom ima možnost obkrožiti tudi, da pacient ni sposoben odločanja o sebi. Tako da tisti dve prvi mnenji sta očitno pristranski. Torej, o sami pravici, o priznanju pravice odloči ta komisija, in sicer najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka. To je zelo hiter rok, ker v tem času morata neodvisni zdravnik in psihiater že podati svoje mnenje. Komisija bo zavrnila zahtevek pacienta, če sta oba lečeči zdravnik in neodvisni zdravnik mnenja, da ne izpolnjuje pogojev, in pa v primeru različnih mnenj, kadar bo komisija ocenila, da pogoji niso izpolnjeni, ali kadar psihiater poda mnenje, da pacient ni sposoben odločanja o sebi. Komisija bo pa ugodila pacientovemu zahtevku, če sta lečeči in neodvisni zdravnik mnenja, da izpolnjuje pogoje, ali pa če sta različnih mnenj. Tukaj je spet ta položaj problematičen, ker kot smo videli, ima komisija samo 2 zdravnika od 5 članov, torej sta v manjšini. Komisija pa pri tem ugotavljanju odloča o obstoju medicinskih dejstev. Torej bi bila zdravnika, tudi kolikor bi oba nasprotovala upravičenosti do postopka, lahko preglasovana. Teoretično bi imeli lahko položaj, ko bi samo en zdravnik, lečeči ali neodvisni, bil mnenja, da pacient izpolnjuje pogoje, 3 zdravniki v tem odločanju pa bi bili mnenja, da ne izpolnjuje pogojev. Kljub temu pa bi bila odločitev na komisiji sprejeta, da pacient izpolnjuje pogoje. Tako da to mešanje sestave komisije in pristojnosti, ker se odloča o strokovnih vprašanjih, je lahko problematično in tega tveganja ta predlog ne naslavlja. Komisija svojo odločitev opravi na posebnem obrazcu, ki se vroči pacientu in lečečemu zdravniku. Nato zakon spet nalaga aktivno dolžnost lečečega zdravnika, da se pogovori s pacientom, torej ne obratno, da bi se moral pacient obrniti na lečečega zdravnika. Glede same odločbe, kolikor bi bila negativna, pa bi imel pacient pravico v sodnem varstvu, v socialnem sporu to odločitev izpodbijati. Pozitivne odločitve pa niti ni mogoče izpodbijati, ker ni osebe, ki bi za to imela kakšen poseben interes. Svojci takšne odločbe ne bi mogli izpodbijati. Nato zakon določa prvo aktivno dejanje pacienta v postopku, in to je
torej ko je o pravici že odločeno, in to je, da vloži pobudo za izvedbo postopka, torej to mora podati aktivno pacient lečečemu zdravniku in na to skupaj določita datum, uro in kraj izvedbe postopka. Izvesti ga je potrebno najkasneje v 15 dneh od vložitve pobude. Lečeči zdravnik pacienta pozove, da si izbere enega od možnih načinov vnosa smrtonosne učinkovine in ga pri tem seznani z vsemi bistvenimi lastnosti alternativ. V primeru pomoči pri samomoru zakon predlaga vnos v telo z zaužitjem ali na drug primeren način, v primeru evtanazije pa vnos z injiciranjem v veno. Postopek pomoči pri končanju življenja naj bi se primarno izvedel na pacientovem domu, lahko pa tudi v bolnišnici ali v drugi primerni ustanovi. Pri postopku mora sodelovati psihiater, sam postopek usmrtitve pa izvede diplomirana medicinska sestra ali pa lečeči zdravnik. Pred njegovo izvedbo se zdravnik pogovori s pacientovimi bližnjimi osebami, ampak le temi, ki jih pacient sam navede, z ostalimi člani zdravstvenega tima in pri sami izvedbi so lahko navzoče vse osebe, ki jih določi pacient. Pred zadnjim dejanjem se pacienta ponovno vpraša, ali vztraja pri postopku, in če vztraja, mora diplomirana medicinska sestra oziroma zdravnik v skladu s pacientovo izbiro določiti način vnosa smrtonosne učinkovine, ki jih predlog zakona na to podrobno določa, kot so zaužitje ali pripraviti vensko črpalko do stopnje, da jo lahko pacient sam aktivira, sicer pa vnesti učinkovino z injiciranjem pri evtanaziji ali pa vnesti učinkovino s pomočjo venske infuzije. Torej, zakon sicer predvideva, da pacient lahko na kateri točki postopka odstopi od uveljavljanja te pravice, ampak posebej pa je urejeno vprašanje, kako je z njegovo sposobnostjo odločanja. Torej, če pacient potem, ko se je odločil za izvedbo postopka, izgubi to sposobnost, vendar jo pred izvedbo ponovno pridobi, potem lahko od postopka odstopi in s tem se postopek prekine. Kolikor pa pacient v času, ki je določen za izvedbo evtanazije, ni sposoben odločanja o sebi ali ne more aktivno sodelovati, pa zakon predvideva, da se upošteva njegovo vnaprej izraženo voljo, ki jo je podal ob informirani odločitvi. In zato je ob izvršitvi tega dejanja prisoten psihiater, da presoja njegovo volje. Torej, v primeru dvoma v resničnost pacientove izjave volje, ki je bila podana ob začetku postopka, se ta postopek lahko prekine. Ampak kolikor pa govorimo o pacientu, ki bi izgubil sposobnost odločanja o sebi, predhodno pa je izrazil voljo, da se opravi evtanazija in bi izvedbi same evtanazije na to aktivno nasprotoval, zakon izrecno ne predvideva, da bi se ta postopek ustavil, kolikor psihiater ne bi podal mnenja, da je pacient sedaj sposoben odločati o sebi. In tako bi lahko prišli, kot je zapisano v tem predlogu zakona, do situacije, ko bi se evtanazija izvedla tudi na osebi, ki bi ji aktivno nasprotovala. In to je nek nevzdržen položaj, ki ga ta zakon ni ustrezno naslovil. Torej, iz določb celo izhaja, da bi se takšna evtanazija lahko izvedla. Tukaj opozoril bi samo še na eno posebnost, in to je, da zakon posebej ureja, da se zavarovalno pogodbo za primer smrti je zajeta potem tudi smrt, ki nastopi kot posledica izvedenega postopka pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,
in s tem se pač odstopa od splošne ureditve v obligacijskem zakoniku, s katero je zavarovalna pogodba za zavarovalno pogodbo za primer smrti seveda ni zajeta smrt, če je njen vzrok samomor v prvem letu zavarovanja. Torej, ne drži, da ta predlog zakona nima kakšnih finančnih vzpodbud, pozitivnih ali negativnih, v tem smislu se tu kaže neka pozitivna finančna vzpodbuda za upravičence iz takšne zavarovalne pogodbe. Po obstoječem sistemu iz obligacijskega zakonika za samo usmrtitev svojci oziroma upravičenci iz takšne pogodbe ne bi prejeli sredstev, s takšnim zakonom bi pa ob izvedbi te medicinsko asistirane samousmrtitve ti upravičenci prišli do takšne zavarovalne usode. Tako da to je tudi nek finančni učinek oziroma neustrezna finančna vzpodbuda, ki jo ta zakon, kolikor takšne ukrepe premalo domišljeno uvaja, lahko prinaša. Tako sklepno mislim, da je ta zakon ni bil pripravljen iz neke nevtralne vrednostne pozicije do evtanazije, ampak ima večino določb takšen učinek, da ko pacient enkrat izrazi zahtevo za izvedbo evtanazije oziroma pomoči pri končanju življenja, ga potem vse določbe peljejo naprej do tega konca. Kolikor bi želeli imeti nek zakon, ki bi samo dajal pacientom to možnost in bil vrednostno bolj nevtralen do samega vprašanja evtanazije, bi morali praktično poseči v večino določb v zakonu in jih ustrezno preoblikovati, tako da bi pacient na teh različnih postajah, ki smo jih videli, pač imel v resnici vsebinsko več možnosti, da od evtanazije odstopi. Tako, hvala.